Lepo pozdravljeni! V tem videu vodiču vam bom pokazala, kako spremenite ozadje. Lahko naredite ozadje po vaši meri, lahko pa izberete že nastavljena oziroma shranjena ozadja iz galerije. V nadaljevanju vam bom pokazala nekaj izbranih ozadij iz galerije. Kako pridete do ozadij, ki so v galeriji? Odprete galerijo v stranski orodni vrstici, nato pa izberete osnove galerije, nato pa imate v četrti podmapi ozadja in teme. Med temi tukaj sem potem jaz izbrala in kar povlekla na stran. Ko to storite na prvi strani, vas vpraša, če želite, da se s tem ozadjem zapolni celotna datoteka, lahko pa izberete samo določeno prosojnico. Ozadje pa si lahko nastavite tudi po meri, to pomeni, da ga sami izdelate, to pa naredite s pomočjo tele četrte ikonice v stranski orodni vrstici. In imate možnost trdno polnjenje, kar pomeni, da izberete barvo. Osnovna oziroma brez polnila je bela barva, če pa želite privzeto nastavitev spremeniti, pa si oglejte video vodič, kjer je to prikazano. Trdno polnjenje, torej celotna stran zapolnjena z izbrano barvo. Poševno polnilo pomeni, da si izberete eno in pa drugo barvo, da se vam potem ti barvi med seboj pomešata. Izberete tudi slog, kakor želite, da se vam barve prelivajo. Potem imate možnost polnjenja vzorca, lahko izberete enega izmed vzorcev, lahko pa tudi za ozadje izberete sličico. Recimo tukaj imam eno takšno mrežo in je ta kar v ozadju. Zakaj je pomembno, da izberete ozadje in ne slike? Zato, ko se z miško premikate po strani, je potem to v ozadju in vas ne moti. In tega tudi ne premikate. Na voljo imate med gradivi torej tako za glasbo, kot tudi za matematiko, kot tudi razna dekorativna ozadja. Zahvaljujem se vam za ogled videa.